za evropsko poslanko in sicer z ženskami, ki so name precej vplivali v preteklosti, ki so velik del mojega življenja in ki podpirajo pobudo za varen in dostopen splav. In zdaj je z nami Nataša Sukič, jaz ti pogosto v šali rečem moja druga ali pa tretja mama. Druga, zaradi tega, ker sva se v resnici spoznali zdaj že skoraj 10 let nazaj, dali skup marsikatere bitke, se kdaj tudi javno skregali, ampak vedno prišli nazaj skupaj enkrat. In Nataša je človek, ki ga imam jaz zelo, zelo rada, zaradi tega, ker je vedno proba delovati po najboljših močeh v skladu s svojimi načeli, je na dober način malo zmešana in v resnici, ne vem, če ste vedeli, je ena izmed prvih slovenskih DJ-jev, prva slovenska DJ-ka, pisateljica, aktivistka in na koncu se vedno postavil za to, kar je prav. Tako da Nataša, življa. Življa, Nika, no. To je bil tak res lep uvod, ne, moram reči, ampak ti si pa kot moja hči, no, da rečem, in zaradi tebe sem stopila v politiko, to je treba povedati. Ja, jaz sem iz nje pobegala, Nataša pa je vanjo. Ja, not me je zmamla, ne, ampak dobro, jaz ustrajam, ker sem pač malo trmasta, pa tudi malo imam dolgo lightningo, kot se reče, pa pač dolgo časa. Jaz rabim, da si premislim, ko sem enkrat nekje, no. Prvo moje vprašanje zate, Nataša, je, kaj je tvoj najljubši aktivistični spomin? Najljubši aktivistični spomin, verjetno ustanovitev Škucelel davnega leta 1987. Mislim, da je to vseeno bil prelomen trenutek v mojem življenju. To je bila prva lezbična, aktivistična nevladna skupina v takratni Jugoslaviji in takratni vzhodni Evropi. In zdaj, če pomislim nazaj, je to bila res velika stvar, čeprav se mi takrat sploh ni zdelo. Se mi je zdelo normalno. In v resnici ste pol zaznamovali s tem še ful stvari za naprej. Ja, s tem smo nekako začeli lezbično gibanje, so prispevali k novim družbenim gibanjem, ki so bile takrat zelo pomembna za premikanje mej, ki so bila osvobodilna gibanja pravzaprav, ki so pač bila prvi znak tistega res aktivnega državljanstva. To, kar počnete danes nevladne organizacije, tiste, ki ste pa prave, ne, to so bile res take stvari. Ja. Podpiraš pobudo za varen in dostopen splav, povsod te vidimo z majico. Seveda, podpiram. Dobro, včeraj se opravičujem, nisem imela na tem grande soočenju vaše majice ali pa vaših emblemov, drugače pa ponavadi imam. Zakaj? Včeraj, zakaj? Ne, zakaj podpiraš? Zakaj podpiram? Mislim, to je popolnoma jasno, da podpiram. Gre za zelo temeljno vprašanje. Zdaj, treba je paziti, ko desnica govori, ne, ste slišali, kaj govori. Govori, da se mi imamo to pravico vpisano v ustavo, kaj se mi mešamo v nizkotnosti. Gre za to, da je v temelje Evropske unije, če naj bo to unija, vpisano med drugim tudi so vpisane temeljne človekove pravice. In odločanje o lastnem telesu, ne, pravice žensk so temeljne človekove pravice, to je prva stvar. Gre za to, da je to razredno vprašanje. Kajti, seveda lahko Poljakinje, ki imajo hude probleme, gredo v tujino in nekje narediti splav, če imajo denar. Če ga pa nimajo, pa lahko tudi umrejo, ko se jim zgodi to, kar se tam je že zgodilo. Naprimer, da ženski odmre plod in ji ne opravijo niti takrat splava. Tako da naša civilizacijska dolžnost je podpreti to kampanjo, dati svoj glas za njo in ne samo dati svoj glas, nagovarjati tudi druge, osveščati druge, jih pritegniti k temu in res pomagati na vseh najboljših močeh. Še zadnje vprašanje, volitve v nedeljo, tvoje sporočilo ljudem? Moje sporočilo ljudem je, da se je treba zavedati, da živimo v zelo nevarnih in negotovih časih, da se je treba zavedati, da to vrsto kriz, ki smo ji priča, desnica s pridom izkorišča, in to je zelo nevarno, izkorišča na manipulativen način, ker za te krize krivi levico, krivi reveže, krivi begunce in to je problem. Problem je tudi lagodna sredinska večina, ki pravzaprav bolj ali manj molči.
misli na svoj izgled in ne ukrepa zares in to ne bo prineslo dobrih družbenih sprememb. Zato se treba zavedati, ljudje potrebujejo varnost. Varnost pa ni varnost, ki jo predlaga desnica za svojim sovražnim diskurzom, kar je zreducirano samo na vprašanje migracij. Varnost je varna streha nad glavo, je dostojna plača, dostojna pokojnina, je čista pitna voda, je zdravo okolje, je planet, ohranjen planet za prihodne generacije, je mir in ne vojna. In tega se je treba zavedati in v to smer je treba gledati. V Levici se borimo točno za te ideale, za te stvari, za takšne družbene spremembe. Jaz vas vabim, da pridete v čim večjem številu voliti, zato da preprečimo pohode desnice, kajti v Evropo je treba poslati čim več levih sil, čim več mirovnikov in nevojnih jastrebov. Evo, super, Nataša, hvala, srečno. Jaz ne dvomim, da bo še veliko stvari skupaj počela, tako ali pa drugače, ne glede na to, a boš v Bruslju ali v Ljubljani. Srečno in se kmalu spet oglasim. Tako.